Ali ste v svoji občini morda opazili modro osvetljene občinske stavbe in lokalne znamenitosti? Ali veste, kateri mednarodni dan je 23. septembra? Svetovna zveza gluhih uporablja modro barvo od svoje ustanovitve leta 1951, modri trak pa se uporablja kot simbol delovanja skupnosti gluhih skozi stoletja za enakost v družbi in priznanje nacionalnih znakovnih jezikov. Zato je ob Mednarodnem dnevu znakovnih jezikov, torej 23. septembra, Svetovna zveza gluhih tudi letos nadaljevala s projektom Modra luč za znakovne jezike in pozvala občine in ostale pomembne institucije, da javna mesta, javne znamenitosti in uradne zgradbe, predsedniške ter mestne hiše na ta dan osvetlijo z modro svetlobo v potrditev skupne zavezanosti k solidarnosti s skupnostmi gluhih. Tako kot lansko leto je Ljubljana na poziv Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije z modro svetlobo osvetlila Tromostovje, Velenje pa park Visto. To sta storili tudi letos, k pobudi pa so pristopile tudi druge občine. Takole je občina Novo mesto osvetlila stavbo knjižnice Mirana Jarca, Rogaška Slatina kulturni center in občinsko stavbo, Zagorje ob Savi kulturni center, Delavski dom, občina Kamnik je osvetlila stražni stolp Malega gradu in pročelje kulturnega doma, v Postojni so osvetlili občinsko stavbo, v Murski Soboti pa grad. Pobudi se je pridružila tudi občina Medvode, ki ima Brv za pešce in kolesarje sicer celo leto osvetljeno z modro svetlobo, saj je to barva občine. Upamo, da se nam bo naslednje leto pridružilo še več občin, ki bodo tako podprle gluho skupnost v boju za njihove pravice.